Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, kako sedaj naprej do leta 2050? Dobrodošli v evropskih stoječih novicah. Velik sveženj reform skupne kmetijske politike iz leta 1992 zahteva, da kmetovalci prevzamemo odgovornost za varstvo okolja in trajnostno kmetijstvo. Kmetovalci skrbimo za naše javne dobrine, saj ohranjamo lepo krajino in skrbimo za dediščino našega podeželja. Smo tudi med prvimi, ki se borimo proti podnebnim spremembam. Pri podpiranju ekologije in krepitvi svoje konkurenčnosti si pomagamo tudi s tehnologijo. Pomemben je usklajen pristop. Ker se bo svetovno povpraševanje po hrani do leta 2050 povečalo za 40%, mora Evropa pridelovati več, vendar ne za vsako ceno. Reforma iz leta 1992 je nam kmetovalcem naložila odgovornost, da skrbimo za podeželje in njegovo biotsko raznovrstnost, ter da naravne vire, tla, zrak in vodo izkoriščamo preudarno. To naj bi se preoblikovalo v praktične ukrepe, kot so diverzifikacija pridelkov, ohranjanje trajnih pašnikov in manj intenzivna pridelava. Načelo trajnostnega razvoja je bilo sprejeto leta 1992 na svetovnem vrhu o zemlji v Riu de Janeiro. Vse od takrat je vključeno v vsa področja politike Evropske unije, vključno s kmetijstvom. S tem smo kmetovalci dobili nove dolžnosti, da zagotavljamo javne dobrine v interesu vseh in sicer v obliki dobro oskrbljenega podeželja, razvijajoče se biotske raznovrstnosti, preudarne rabe naravnih virov in ohranjanja kulturnih znamenitosti in objektov. Kmetovalci s svojimi cenami ne moremo kriti stroškov zagotavljanja teh javnih dobrin. Da bi dobili povračilo za to storitev, ki jo zagotavljamo celotni družbi, je zagotovljena dohodkovna podpora. Sedaj je nastopil ključen trenutek, ko vedno znova v razpravah opozarjamo na ekonomsko stanje v kmetijstvu, kjer dejansko številke kažejo precejšnjo degresijo na področju opuščanja kmetovanja oziroma zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev. Zavedati se moramo pomena ohranjanja družinskih kmetij, ki je v slovenski pridelavi hrane prevladujoč model. Ustaviti moramo zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev, kjer smo trenutno na stopni 67.900 kmetijskih gospodarstev, kar pomeni, da imamo za 9% manj kmetijskih gospodarstev kot leta 2010 in za 21% manj kot v letu 2000, ko je bilo 86.500 kmetijskih gospodarstev. Kmetje, poskrbimo, da bo prihodnja kmetijska politika načrtovana preudarno, z upoštevanjem vseh nesorazmerij v vertikalni povezovalni verigi od kmeta do potrošnika. Jože P. Damjan opozarja, da vse napovedi kažejo, da je pred nami obdobje, ko bo potrebno napolniti vsa skladišča in strateške rezerve s hrano in energenti. Hkrati mora pripraviti načrt za zagotovitev energetsko-prehranske avtonomije v naslednjih letih. To pomeni, da moramo posaditi žitarice, krompir in druge poljščine na vseh razpoložljivih zemljiščih v državi. Potrebne so subvencije kmetom, da aktivirajo travnike in neobdelana zemljišča. Potrebno je pozvati ljudi k čim večji samooskrbi. Hrana iz domačega vrta bo spet močno aktualna.